Svetoletno romanje mladostnikov v Rim je doseglo vrhunec, ko je več kot 70 000 fantov in deklet skupaj s svojimi spremljevalci 24. aprila dopoldne prisostvovalo pri sveti maši na trgu svetega Petra. Papež Frančišek jim je na podlagi evangeljskega odlomka spregovoril o ljubezni in jim skušal približati razumevanje, kaj vse resnična ljubezen predpostavlja sredi vsakdanjega življenja. Sveti oče je spomnil, da je prav ljubezen osebna izkaznica kristjanov, ki jo je treba vedno obnavljati. Če namreč ta dokument poteče in ga ne obnavljamo, nismo več Jezusovi učenci. Njegov učenec se namreč odlikuje po konkretnih delih ljubezni in to ne tako, kot vidijo v televizijskih nadaljevankah ali berejo v romanih. Spomnil je, da se prave ljubezni naučimo v Jezusovi šoli in prav ljubezen je pot srečnega življenja, je dejal sveti oče. La vostra felicità non ha prezzo. E non si commercia, non è un'app che si scarica sul telefonino. Vaša sreča nima cene in z njo se ne trguje. Ni aplikacija, ki jo je mogoče naložiti na mobilni telefon. Niti najnovejša verzija le-te vam ne bi mogla pomagati postati svobodni in veliki v ljubezni. Ljubezen je namreč svoboden dar nekoga, ki ima odprto srce. Je lepa odgovornost, ki traja celo življenje. Je vsakdanji trud tistega, ki zna uresničiti velike sanje, je poudaril sveti oče in mlade povabil, da naj živijo pokončno in naj bodo dela usmiljanja njihov vsakdanji program. Tako boste razpoznavni kot Jezusovi učenci in boste imeli osebno izkaznico kristjana. Zagotavljam vam, da bo vaše veselje popolno. Ob koncu slovesnega evharističnega bogoslužja je sveti oče zastopnikom vseh ostalih mladih izročil barvit naprsni križ s povabilom, naj bi vsi bili Jezusovi misionarji. Sveti oče je tako mladim ob sklepu toplo priporočil, naj bodo pokončni kristjani in naj stojijo na svojih nogah.